in ptice smo si pogledali videospot sneman v produkciji televizije Veseljak. To je pa prvi videospot nocojšnjih mojih gostov in sicer z nami so ansambl Safiri. Živo, fantje! Lep večer tudi vam in vsem gledalcem in gledalkam TV Veseljak. Kak ste? Iz katerih koncev ste vse nabrani? Ja, sedež imamo v Ponikvi pri Žalcu, drugače Tone tam prvi je Dobrna, potem Jože je Šentilj pri Velenju, blizu bivšega predsednika vlade, potem Franc isto, tam blizu, jaz pa iz Ponikve pri Žalcu. No, odlično. Zdaj smo geografsko obdelali, ne? Tako. Zdaj, da povemo, prenesli ste super nagrade. 3 CD-je imamo za podeliti, torej ansambl Safiri. In pa zelo posebne 3 nagradne Terme Dobrna, vi ste iz Dobrne in ste prinesli tole. V bistvu gre za kopanje, ne? Kopanje v termah Dobrna, takole, za eno osebo, v bistvu je celodnevno kopanje, odlično, sploh zdaj, ko je že lepo vreme, pa toplo je. Užitek. Se bo lahko šlo še malo na kakšen zunanji bazen. Tako da vse tole vas čaka, pridno pišite SMS-e na VS_presledek.tv, napišete glasbeno željo, pripišete nagrada, ali bi imeli kopanje, ali bi imeli CD, pošljete na 3737, pišite nam seveda tudi na Facebook profil televizije Veseljak in pa pokličite nas v živo na 015880696 in morda si prislužite ali celodnevno kopanje ali pa CD ansambl Safirjev. Zakaj Safir ime? Safir ime je pač nastal iz tega, ker vsi smo rudarji, sicer Jože zdaj ni, ker je novi član naš, bil je pa v rudniku in se tudi učil. In ker smo študirali, nekako smo povezani z kamni in tem, pa smo nekako prišli do zaključka, da ansambel Safir bi bil primeren za nas. Da je najbolj primeren Safiri. Zdaj sem malo pogledala, ne, Safiri, kamni in to, ne, da je v bistvu Safir kot mineral po trdoti takoj za diamantom. A so tudi recimo vaši karakteri tako trdi kot diamanti, neobrušeni oziroma obrušeni? Niste taki, ne? V bistvu ste čisto simpatični fantje, kakor sem vas uspela spoznati. Hvala lepa. Ja, smo pa trmast pri vajah in vztrajni, da nekaj naredimo, to, kar se odločimo, da te cilje približno dosežemo. Recimo, glede na to, da je Safir redek drag kamen, se lahko katera od vaših boljših polovic mogoče pohvali Safirjem? To bi pa mogli njih vprašati. Verjetno bi že. Kaj pa recimo, rudari ste, ne? Smo v Velenju, v Velenskem rudniku. Kakšne minerale imamo tam? Tam so veliko različnih mineralov najdli, ampak mi smo predvsem zaradi enega tam, to je lignit velenski in tega tudi odkopavamo in to je pač naš, bi rekel, kruh dejansko bil. Še vedno delate. Kdo je v penziji od vas? A vidva ste v penziji. Jaz sem vas prej vprašala, glede na to, da ste dosti veliki, a ne, kako greste v tiste rove noter? Kapalčki pa sneguljči, zato so bili čisto majhni, so šli komot noter, ne? Ni problem, so dosti visoki. So dosti visoki, aha. Se da primerno delati. 8-urni delovnik? Ja, seveda. Rudari smo vztrajni in tudi 8 ur zdržimo. To pač, kar od nas pričakuje. Premalo vemo, takole Slovenci, o rudarstvu, a ne? Gli sem prej poštudiral, zato bi zdaj fajn, ker ne bom promoviral, imamo fajni muzej, kjer si lahko iz prve roke strahovito dobro gledate, kako to zgleda zdaj. Bi bilo fajn, da bi organizirali en avtobusni prevoz, da bi prišli malo pogledati, ne? To pa. Je res, da premalo vemo. No, barve Safirjev recimo varirajo od modre, rumene, rožnate, oranžne, zelene in vijolične. Vam je skupno recimo tudi kakšno od teh barv, srajce že imate? Dva imata vijolični barvi? Malo smo nekako skombinirali, da nas nekako na to malo naveže. Tudi na naši spletni strani imamo nekako te barve, da pač je malo s tem kamnom tudi povezan. Sicer, kdo vas oblači, se sami zmenite, v katerih barvah srajc boste šli na koncert? Ja, večinoma sami, ampak malo pa tudi gospe pomagajo. No, fajn. In kakšne barve vam ponavad dajo? Nekako v tej oblikah, tako da pol nekaj v sredino mi še malo pogruntamo, pa pol neko sredino damo. Druž imamo pa nošo tudi, ja, tisto imamo pa klasično nošo na naše nastope, ampak nocoj smo pač pa v tej obliki. No. Kako to, da recimo, da ste rudari prijeli za inštrumente pa začeli igrati?
Rudari smo zelo družabni ljudje, veselega značaja in tudi veliko rudarjev je muzikantov, pač glasbenikov na tak način ali drugačne. Vsak nekaj poigra in tudi mi smo potem nekako se najdli s Tonetom, Francom v začetku že in potem smo rekli pa... Včasih je bilo tudi potrebno veliko korajžev, da smo zmogli tisto delo v Rudniku, a naj moraš biti kar... Močen karakter najbrž, ne? Psihično tudi in fizično pripravljen, ne? Pa kaj ste začeli kar pet spodaj pod zemljo? Ali kako se je to recimo, kaj ste bili vsi sodelavci? Ste delali skupaj prav? Poznali smo se že dolga leta, se poznamo, se tudi oni so v penziju dočakali tam. In potem zveš, da on to igra, pa on ga vidiš tam, da igra in potem smo enkrat prišli skupaj, sem Toneta povabil, če bi mal probala vaje imeti, pa se to nekako šlo, pa potem še Franc pride zraven. In potem je to nekako nastalo. Bi se daj recimo spodaj v Rudniku kaj zašpilati? A mislite, da bi šlo? Seveda, kdaj smo oni igrali, kaj so igrali za Božič, oni velika ansambel? Muzeju, ja. Ja, v muzeju. Ja, in Rok ansambel je igral v muzeju v decembru in je bilo strahovito fajn. No, mogoče pa vam kdaj uspe, da boste kje zašpilali kakšno. Pa nam boste zdaj tudi zaigrali. Dve pesmi bomo danes slišali. Katera bo ta prva? Seveda bomo, imamo inštrumente samo, pa da jih ponucamo. Ja, seveda, ne bomo samo razstavili. Katero bomo slišali? To bomo Safirsko polko, to je naša avtorska skladba tudi, ki je na CD-ju in to bomo pač instrumentalna in se kar lepo tekle prilegla tudi. No pa kar inštrumente v roke, pa izvolite, fantje. Hvala. Evo, mičken treme je pa bilo, da je nimam sam jesta, ne? Se čujemo? Ja, se slišimo, ja. Prava mičken treme je zdravo. Tudi jaz imam vsakič, ko pridem sem, kaj v živo, nikoli človek ne ve. Pa res je. Ja. Koliko časa že delujete skupaj? Mi smo že s Tonetom 6. leto, dejansko pa 3 leta pa smo kot ekipa. No, zdaj na novo je pa naš Jože prišel. Jože pa je tretje vaja skupaj z nami. A resno? Dobro vam gre, dobro vam gre. Koliko skladbic je na tem CD-ju? Na tem CD-ju je naš videospot Stare Cimtice in potem pa tudi 2 skladbi gor. No, tole bomo nekomu podelili nocoj, torej 3 CD-je ansambla Safiri in pa
3-krat celodnevno kopanje v termah Dobrna. A je kaj fejst v vašem koncu v Dobrni? Termah ste že bili, ste se kopali? Ja, je fajn? Prosim? Vsak teden. Nekdo nas že kliče, halo, halo. Dober večer. Halo? Ja, dober večer. Dober večer, kdo je z nami? Ja, Ivan. Ivan, dajte prosim se pogovarjati z mano po telefonu, pa dajte televizijski sprejemnik čist na potiham. A bo šlo, Ivan? Ja, že je. No, tako, ker se mejhan se zamika potem. Boste kaj vprašali, fante? Jaz bi vse prav lepo pozdravil. Hvala lepa. Najprej pa gospoda Mirana, Hvala lepa. ki je doma blizu mene. Ima poleg mene vikend. Aha, fino. Ja, je. Bi prejšnjih obljubil, da bo prišel na pricer, pa ga ni bilo. Še velja, če vam naj še ponudba velja. Tako. Ivan, si mogoče, bi se šli kopati v Dobrno, bi imeli CD ansambla Safiri? Ja, če pa bi bilo možno, pa bi si izbral CD. CD, damo vašemu skoraj sosedu. Seveda, Ivan, CD je vaš. Ivan, prosim, ostanite na zvezi, da boste pustili vaše podatke v režiji. Jaz obljubim, da dobite tale CD, pa da bo Miran šel na špricer. Z veseljem. Povabim fante vse skupaj, da pride enkrat v te kraje. Ja, V redu, Pa da tako živo zaigrajo pri nas. v redu bomo, Ivan. Zdaj, če smo Tako se imejte in lahko noč. Lahko noč, Ivan, takole en CD smo že podelili, še 2 CD-ja in pa 3-krat celodnevno kopanje ostaja. Pišite SMS-e na VS Presledek TV, napišete glasbeno željo in pripišite, ali bi šli na kopanje, ali bi imeli CD ansambla Safiri 3737. Facebook profil televizije Veseljak ostaja in še vedno klicni, če na 588 0696. Tole je bila vaša safirska polka. To je bila naša safirska polka. Imate veliko inštrumentalnih, a je ta edina? Ta je zdaj edina od teh, drugače pa različno. Kdo pa poje? Pojemo vsi, načelno vsi zdaj. No, prej smo videli čisto na začetku, pred začetkom intervjuja, vaš prvi video spot, Starec in pa ptice. Od kje naslov pesmi? To je pa avtor Marjan Čeh. On je enkrat pride na vaje, zdaj je rekel, ker ste tudi že vsi teti upokojenci naši, bi pa ena taka pesem prilegla in potem smo to pregledali, melodijo probali in se izredno vredo se je slišali. Potem smo pa rekli, dajmo pa posnet in na koncu potem smo se odločili tudi, da z vašo hišo naredimo en spot, kateri je krasno izpadel, v dobrem ambientu, v dobri družbi smo bili tisti dan. Kje ste pa snimali? Na Kozjanski domačiji. Zelo lepa kraj je bil to in res krasen dan je bil, čeprav nas je malo zeblo, ampak smo se pa v skupini takih fajn voditeljic zelo vredo počutili, pa nas pol tudi zeblo ni več. Koliko časa ste snimali? Snimali smo, mislim, da 4 ure, malo več kot 4 ure. Zelo lepo je bilo, ja. Pa zelo hitro so minile. Nekdo je z nami, dober večer. Ja, dober večer, zdaj pa ne bom padla. Ja, Jolanda, živjo, kam ste prišli? Ja, nikamor. Nikamor. Linije ni bilo več. Ja, Marička, Jolanda, izvolite, če boste kaj vprašali, fante. Jaz bom rekla, da naj tako naprej igrajo, naj jim ne bo naroden, da lepo igrajo. Hvala. Pa kaj ne rečem, še kakšno novo pesem skore malo slaste, ker lepo imate dele, da sami naredite kaj, ne da sam drugi, a ne? Tako je. Ja. Jolanda, se boste šli kopati ali bi imeli CD? Ja, daj CD. CD? Bomo dali Jolandi CD? No, evo, Jolanda, dobite CD, saj že veste proceduro, ne, ostanete na liniji, da boste pustili vaše podatke v režiji. No, Jolanda, hvala lepa. Jaz bom pa rekla veliko sreče, pa srečno pot, no. Hvala lepa. Lepo zdrav. Lep večer. Imate kakšno posebno prigodo z tega snemanja Starec in ptice? Kaj pa vem, nič kaj se ni takega zgodilo, ampak razen to, da nas je zeblo, da smo si krompir pekli, da smo... Zanimivo. Ja, tam zelo fajn taki ambient je imel gospod in nam je pač prepustil. Mi smo pa, seveda smo se vredo s tistim tudi
kako bi rekel, ponucali, ne, tako bi rekel. Ja, lepo je bilo. Kaj pa za naprej načrtujete? Ja, za naprej imamo, tako verjetno vsaka skupina, da še nekaj posname, da nekaj naredi. Naš tekstopisec Marjan Čeh nam je spet prinesel eno polko in mislim, da ima še veliko tega pripravljenega, samo nekako postopoma gremo, pesem naredimo, posnamemo, potem drugo pa in tako naprej. Pa še kak video spot imamo zamišljen, tako da še kar veliko imamo. Boste kar pridni, ustvarjalni. A kje sicer igrate? Na kakšnih prireditvah, dogodkih, srečanjih? Pravzaprav mi igramo vse posod, kje nas povabijo. Največ je za teh poletnih ohce, ti obletnice, Abraham in te stvari. Radi gremo na kak dobrodelni koncert tudi. Pravzaprav vse, ki nas rabijo, kam nas pokličejo, tja gremo. Tja greste, ne? Tja gremo, z veseljem. Kje se vas da kontaktirati? Kontaktira se nas na naši spletni strani, katera je zdaj obnovljena in prej nas je na radiju vaša voditeljica pohvalila, da je zelo v redu, Tanja, in tam je samo na Google piše Ansambel Safiri in se naša spletna stran odpre, kakor tudi naš videospot in vse ostalo. Kontaktna številka pa je tudi, pravzaprav tam je tudi elektronski naslov, kjer nas kontaktirajo safiri@gmail.com. In telefonska številka kontaktna, to je pač moja, 041 447 838. No, zdaj smo pa vse povedali. Sicer se fantje družite izven vaših obveznosti glasbenih? Absolutno, ne. Tudi ob prilikah. Tako, se dobimo, kako rečem. Kakšno pivo. Sej, koliko ste narazen? Cirka koliko kilometrov imate, da se dobite? Mi smo zdaj v krogu 9 kilometrov nekje. To ni naš. Bi šli lahko peš, recimo, zdaj. Zdaj, za sprehode spomladanske so najboljši zdaj. Kolikrat imate vaj, recimo, na teden? Načelno imamo enkrat vaje, pred snemanji, pred kakšne take zadeve imamo pa dvakrat, pa tudi trikrat, kakor pride, a ne. Kolikor je potreba, ne? Ja, ja. Kaj pa vidva, ga ste v penziji, koliko imate zdaj časa? A je res, da imate penzionisti več cajta? Je? Ni, ne? Ste bolj zaposleni, ne? Kaj pa počnete zdaj, ko ste v penziji? Zasluženo v penzionu, ne? Veliko ljudi je takih, ko nas potrebujejo, pa gremo pomagati. A greste pomagati? Odlično. To pa res, režija, dajmo en aplavz za ljudi, ki so pripravljeni pomagati v teh časih, sploh tudi, če greste na kakšen dobrodelni koncert. Kaj bi pa rekli vaši oboževalci, s katerega konca jih je največ? Zelo različno. Ugotovili smo zdaj, ker smo, mislim, da tretji teden smo že na Radio Sraka kot vižja tedna in smo ugotovili, da na Dolenjskem tule imamo okrog Novega mesta veliko oboževalcev. Potem igramo veliko v Ormožu, Ptuju, tam, odkoder tudi jaz izviram. Pa to velenjski konec, tu smo pa še bolj med domačimi not in nas kar veseli, da veliko igramo tu okrog. Vse je prav tudi, da vas lokalci podpirajo. Tako, ja, absolutno. Imate že kakšen koncert v planu? Se še odpirajo? To še daj ni glih v planu, še treba nekaj. Se prebujajo tako kot narava zdaj, nekako čas cveti. Kaj sicer počnete zdaj v takih lepih dnevih? Vrtnarte kaj, greste kam, v planine, gore? Imamo vsi še nekaj dela. Kmetijo imate, kaj imate, kakšne pujske? Tudi imamo. A res? To pa moram prej pogledati. Jaz te prvo stvar, če vidim, da ima kdo pujske na kmetiji, zavijam v svinjak in me ne dobijo več ven. Res? Evo. A ja, prav kmetijo imate? Koliko imate pujsov? 3, odvisno, ne. Orang, koliko kilska? Ja, pol do 200 kilska. Orang marjasci. Zdaj ne, pol imajo. Ja. Ma še kdo od vas kakšen vrt, kmetijo? Ja, tudi kmetija. Ne, samo vietnamskega pujska. To je že verjetno kar pujsak. Pa 2 ovce. Pa 2 ovce. Pa je par kur, pa zajcov. Ja, to mrzdo prav, da vietnamski prašički ne rastejo, pa kar zrastejo, ne. So kar orang. Praseti potem, ne. Moje kar obilen, ja. A ga imate zunaj noter? Ja, zunaj je. Pa nagaja, ker prašički so kar pametni, ne. Ja. Mi ga šele spoznavamo, tretji dan ga imamo, ali drugi dan ga imamo. A pa še čist miceno? Ne, je že kar obilen. Aha. Ja. No, boste pol poročali o vaših dogodivščinah. Ja, boš bo tako. Bo boljš tako, ker se bo malo navadil, ker bo že kakšen mesec prvi. Ja, fanti, jaz se vam lepo zahvalim, da ste prišli danes v goste. Še eno nam boste zaigrali. Ja, upam, da to ne bom imel treme.
Malo treme mora biti, se veste, ne. To je tako, če je uživo, človek nikoli ne ve, kako bo, ne. To bo res, ja. Hvala za nagrade, torej še en CD nam je ostal in pa 3-krat celodnevno kopanje, bomo to podelili preko SMS-ov do konca vdaje. Hvala lepa, da ste prišli, upam, da se kje srečamo, če bom vašemu koncu pridem pogledat pujske. Presrčno vabljeni. Kaj moram prinesti s sabo, jabolka, hruške, kaj jejo? Vse, nima veze, kaj, ne. No, odlično. Potem pa kar inštrumente v roke. Dragi veseljaki in veseljakinje, torej čas je za še eno skladbo ansambla Safiri. Nekaj oglasov bo potem, pa bomo kmalu spet skupaj. Uživajte! Za